Premiero bo kmalu doživel nov slovenski film Vsega je kriva Nina, avtorjev Miha Dolmina in Marka Gajića. Film je trenutno še v fazi postprodukcije, katere sestavni del je tudi snemanje glasbene podlage. Del te je prejšnji teden v dvorani Kulturnega doma Medvode posnel revijski orkester Divertimento. Revijski orkester Divertimento, ki šteje 42 članov, je k projektu snemanja glasbe pristopil zaradi predloga ene izmed članic orkestra, ki je sestra od skladatelja glasbe. Hitro so se dogovorili o sodelovanju in vaje so se pričele. Snemanje glasbe pa se je zgodilo prejšnji teden v dvorani Kuda Medvode. Gre za nekaj manj kot 3-minutni aranžma, za katerega pa je vseeno bilo potrebno vložiti veliko truda. Zadeva je bistveno drugačnejša in tudi pristop je bistveno drugačen, ker je pravzaprav tukaj film že praktično posnet, glasba se mora pa praktično nasnet že na posneti film. Tako da, ko smo vadili, smo se pač striktno držali tistega tajminga, da bi bili točno torej na sekundo natančni z kretnjami, izgibi, pač glede na prizor v filmu, tako da je bilo zelo zahtevno vaditi in tudi sam pristop je bil bistveno težji kot pa učenje recimo katerihkoli drugih komadov, ki jih igramo. Zakaj smo se odločili, tudi z vidika orkestrašev, ker smo se tudi skupaj na nek način odločili, je to tudi tega, ki je tega podobnega še nismo snemali in je bilo za vse nas nek tak izziv. Ker so drugačni pogoji in drugačen pristop snemanja in tudi potem, kako to se posluša in kako ni v živo in te ne gledajo, ampak je nekje to v ozadju in se nam je zdelo zanimivo in da smo izkoristili to priložnost. Pisanje filmske glasbe je po besedah akademsko izobraženega skladatelja Simona Gnamuša trajalo približno 25 ur, k projektu pa je pristopil predvsem zato, ker se mu je zdelo pisanje glasbe za film zanimiva izkušnja in izziv hkrati. Bilo je zelo zanimivo. V bistvu sem iskal neko energijo med glavnima likoma. Poskusil sem ujeti neke občutke v kadru in jih potem preliti v glasbo. V bistvu sem imel neke vzore tudi v kakšnih drugih filmih, oziroma sem jih iskal, s tem, da sem poskušal sem narediti nekaj svojega. Predpremierno si boste lahko film ogledali 1. aprila v Ljudskem domu v Kranjski Gori, kdaj pa bo premiera filma, pa bomo na TV Medvode še poročali. Za konec pa še avtorska glasba Simona Gnamuša za film Vsega je kriva Nina v izvedbi orkestra Divertimento.